Minuli vikend so po celem svetu potekali blagoslovi pirhov in šunke, v Sloveniji pa smo imeli še nekaj malce bolj nenavadnih blagoslovov. Po blagoslov za varno vožnjo se je tako mirno Peč pripeljalo kar 15.000 motoristov in ljubiteljev motorjev iz vse Slovenije. Kar nekaj se je tudi spilo, čeprav so organizatorji velik poudarek namenili prav varni vožnji. Slogan tokratne prireditve je bil torej blagoslov, varna vožnja in pivo 2 evra. Na varnost! Opa! In kaj glede varnosti menijo nekateri izmed udeležencev shoda? Treba je merkati, ampak sej, tako kot pravijo, če je nevaren, je dober. Če je nevaren, je dober, pravi on, medtem ko ona razmišlja, da bi bil zdaj prav moment, da se testira za spolno prenosljive bolezni. So pa motorji po popularnosti v Sloveniji daleč za enim drugim prevoznim sredstvom, ki ga prav tako blagoslavljamo in je bolj slovensko od goveje juhe na nedeljo. Slovenci sodimo v sam vrh po številu traktorjev na prebivalca. Imamo jih kar 100.000 ali drugače ponosni lastnik največkrat rdečega lepotca z ogromnimi gumami je vsak 20. Slovenec. Jep, vsak 20. Slovenec ima traktor. To pomeni, da so v parlamentu vsaj 4. Za enega vemo, preostali 3 so pa najbrž Dejan Židan, ker je bil minister za kmetijstvo, Žan Mahnič, ki je poba z vasi, pa Miha Kordiš, ker je videti kot nekdo, ki redno uživa plodove zemlje. S tem seveda mislim na rdečo peso. Kaj ste pa vi mislili? Dajte no mir! Oj! Vse bom nagnal. Jasno pa je tudi, zakaj kmetje svoje traktorje peljejo na blagoslov. Mnogi kmetje trdno verjamejo, da mora biti traktor pred glavnimi opravili na njivah tudi blagoslovljen. Traktor mora biti posvečen, nekaj te dobro dela. Seveda, ker če ga prodajaš na traktor.net, kupce poleg letnika in kilometrine najbolj zanima, če je bil redno blagoslovljen. Ker jaz vem, redko kdo bo kupil tvoj traktor, če ne moreš dokazati, da je bila posvečena voda menjana na vsaki 10.000 kilometrov. To je dejstvo. In kako najlažje dokažeš, da je tvoj traktor res cerkveno izpraven? Na blagoslov bodo vso leto spominjale posebne nalepke. Ja, to ni Monty Python, ampak blagoslov ima lastno vinjeto. Če torej sred polja zagledate duhovnika z daljnogledom, zdaj veste, da je tam samo zato, da preveri vašo nalepko. Ker če je nimate, vam grozi kazen 700 zdrava Marij. Nekateri kmetje pa so za blagoslov, se pravi, so se za blagoslov odločili iz drugih razlogov. Delamo žin, na kmetiju delam 25 hektarov zemlje, je bolje je voren, mislim. Se pravičujem, tole izjavo so naši montažeri želeli prevesti in dati podnapise, pa niso čisto vedeli, s katerega jezika ne sploh prevajajo. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!